Organizator dnevov zaščite in reševanja je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zato zdaj vabim k besedi poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije, gospoda Mirana Bogataja. Spoštovane gospe, gospodje, Koprčani, Koprčanke, reševalke in reševalci z območja celotne Slovenije, še posebej z obalnega območja, spoštovani prijatelji, reševalci iz sosednje Hrvaške, Italije, gospa ministrica, gospod podžupan, spoštovani prijatelji, vsem lep pozdrav. Organizacijske, tehnične in druge priprave na 4. dneve zaščite in reševanja so končane. Tudi v teh zapletenih gospodarskih, finančnih, pogosto pa tudi političnih razmerah želimo tisti, ki se ukvarjamo z zaščito in reševanjem, sporočiti, da je varnost ljudi, premoženja in okolja vrednota, ki jo ne more izničiti niti kriza. Lahko se zmanjšajo materialne možnosti, oteži delo reševalcev, toda poslanstvo njihovih in naših prizadevanj vedno ostane isto. Želimo, da je to tudi sporočilo vseh aktivnosti, vseh vaj, vseh vadbenih prikazov, vseh demonstracij in posvetov na teh dnevih enako. Želimo, da to spoznanje dojamejo tudi tisti najmlajši, ki so danes, ki bodo jutri obiskali aktivnosti, obiskali gasilce, gorske reševalce, policiste, vojake in drugi. Vsem organizatorjem, razstavljavcem, demonstratorjem, reševalcem, policiji in slovenski vojski, zlasti pa mestni občini Koper kot gostitelju, ter vsem obiskovalcem se zahvaljujem za sodelovanje in pomoč, ter sporočam, življenja rešujemo skupaj. Hvala. V veliko čast mi je, da lahko tukaj med nami pozdravim in jo obenem povabim k besedi ministrico za obrambo Republike Slovenije, dr. Ljubico Jelušič. Spoštovane gospe in gospodje, moji dragi prijatelji, dragi sodelavci, spoštovani gospod podžupan, spoštovani poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, spoštovani direktor Uprave za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo, naši dragi sodelavci, reševalci, ki danes tu v različnih uniformah, pa s istim ciljem sodelujete na naših dnevih zaščite in reševanja. In ko rečem z istim ciljem, se zavedam, da je ta cilj pravzaprav pomagati ljudem. Tistim, ki so v stiski, tistim, ki morda še ne vedo, da bodo kdaj v stiski, kajti tudi preventivno, izobraževalno delo je naša naloga, in pa pomagati vsem, tudi sebi, pomagati svoji državi, pomagati tudi drugim državam. Zelo sem vesela, gospe in gospodje, da so danes z nami, oziroma na teh dnevih zaščite in reševanja, razstavljalci in prijatelji ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz Hrvaške, Italije, da so tu z nami naši prijatelji iz Črne Gore in da bomo tudi jutri v naši sredi gostili naše prijatelje, sodelavce iz Bosne in Hercegovine. To namreč kaže, da vse vaše delo, vse to, ves ta trud, ki ga vlagate v to, da znate in zmorete pomagati v primerih naravnih in vseh drugih nesreč, da je vse to v resnici namenjeno zelo veliki varnosti, ki bistveno presega meje držav. Tako kot nesreče ne poznajo državnih meja, tako je tudi naša pomoč, vaša pomoč in ves trud takšne vrste, da mora presegati meje držav. In ko govorimo o državah, je treba reči, mora biti tudi kakšno o vladah. Danes te dni se zdi, kot da smo v državi, v kateri vlada brezvladje. Ampak verjemite, dragi sodelavci, gospe in gospodje, da ko pridemo do vprašanja zaščite in reševanja, tu ni mogoče več govoriti o brezvladju. Tu smo mi, ste vi vsi skupaj odgovorni
za eno največjih vrednot te države in nas, ljudi. Ta vrednota je solidarnost in tovarištvo. Zato mi dovolite, da naše zdaj že tradicionalne dneve zaščite in reševanja, 4. po vrsti, razglasim za festival solidarnosti, tovarištva in prijateljstva. Ko govorimo o prijateljstvu in sodelovanju, mislim tudi na povezanost vseh zelo različnih struktur, ki sodelujete v sistemu zaščite in reševanja. Reševalci vseh vrst, smo rekli, pripadniki slovenske policije, pripadniki slovenske vojske, vsi skupaj, ne nazadnje tudi danes na tej naših slovesnosti to dokazujemo, da vsi skupaj, bodi si v kulturnem programu, bodi si pri celotnih dnevih zaščite in reševanja, da vsi skupaj lahko pokažemo sebi in drugim in predvsem našim sodržavljanom, kako je treba skrbeti za varnost ljudi in premoženja. Kajti to je tista vrednota, kot je rekel naš poveljnik za civilno zaščito, to je tista vrednota, za katero si mora prizadevati v vsakem trenutku vsaka suverena država in vsaka država in vlada, prostite, vsaka vlada, ne glede na to, kakšna je in kako deluje.